Izvolite se ja. Dober večer, lepo pozdravljeni v galeriji Družina na odprtju razstave z pomenljivim naslovom Apokaliptični svet. Mislim, da je razstava več kot primerna za ta čas, v katerem živimo, ki je res nekje na robu apokalipse, ali pa na začetku, to še ne vemo, ne? Upamo, da bo na robu na začetku. Avtor razstave je slikar Milan Razboršek, ki ga verjetno večina pozna, pa vendar dovolite, da ga na kratko predstavim. Rojen je bil leta 1959 v Trbovljah, po 4-letnem študiju slikarstva in upravljeni diplomi na šoli za risanje in slikanje v Ljubljani se je profesionalno aktiviral na področju likovne umetnosti. Zaposlen je kot strokovni sodelavec v galeriji Medija v Zagorju ob Savi, hkrati pa tudi umetniški vodja slikarske kolonije Izlake Zagorje, najstarejše v tem delu Evrope. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah, več kot 20-krat pa se je predstavil tudi samostojno. Udeležuje se različnih slikarskih združenj, med drugim se udeležil likovne kolonije Primož Trubar Moravske Toplice, pa likovne kolonije Izak Lipovci, Združenja umetniki za Karitas na Sinjem vrhu. V okviru te kolonije ste tudi razstavljali že v naši galeriji Extempora v Piranu in Extempora Art Cum. Živi in ustvarja v Izlakah. In tako se je gospod Milan po teh letih končno opogumil ali pa odločil za razstavo, za samostojno razstavo v naši galeriji, za kar se mu tudi iskreno zahvaljujem. Razstavo Apokaliptični svet nam bo predstavil skozi pogovor akademski slikar Darko Slavec in razstavo tako tudi odprl. Pa vaju povabim k pogovoru. Hvala. Najprej vas prav pozdravljam, da ste počastili razstavo Milana Razborška in njega osebno, ker si zasluži po tem naboru v bistvu slike, ki vidite okoli sebe, si to iskreno zasluži. Nabor slik je v bistvu povezan z njegovim razvojem urojen v Zasavju, pravzaprav predstavlja v bistvu neko tradicijo zasavskega načina slikanja, se pravi, kjer se rudarski živelj v bistvu ukvarja z zelo težkimi razmerami ali pa se je ukvarjal s tem težkimi razmerami, se pravi, življenja. In ta živelj, v bistvu, ki tam živi, je tudi bil nekako vključen v Milanove Razborškove slike. Začel je pa v bistvu s pokrajino zasavsko, ki je izjemno lepa, dramatična, pa potem seveda zasavski ljudje, v bistvu njihovo življenje, njihovi portreti, potem pa seveda prišel še na Križev pot in ta Križev pot je v bistvu ga upeljal še v neko manifestacijo še bolj dramatičnih oblik, se pravi proti apokalipsi, to se pravi tistemu videnju svetega Janeza Evangelista o koncu sveta. Se pravi, in to apokalipso on še v bistvu slika in je bo predstavil naknadno čez neko leto, dve, mogoče, ne? Ampak danes je v bistvu to neka obvestna faza, v bistvu, ko pravzaprav iz Križevega pota presedlja proti apokalipsi s pomočjo teh slik, ki jih vidite tukaj. Te slike so ekspresivne, so izjemno nekako erotivne, se pravi, ideje, v bistvu, ki jih Milan dobiva, niso samo seveda povezane z krajem, v katerem živi, ampak v bistvu z nekim notranjim imaginarnim principom razmišljanja o svetu, ki je pravzaprav tragičen, ki je usoden, ki je vezan v bistvu na neke dramatične dogodke v življenju ali pa obstoju te civilizacije. In istočasno seveda tudi narava sama takšna, ki se v bistvu vedno bolj zoperstavlja proti temu človeškemu divjanju, v bistvu proti naravi, je notro vključena kot neka usodna v bistvu situacija, ki je pravzaprav narekuje dramatičnost, ki jo Milan Razboršek pravzaprav čuti in jo seveda tudi udejanja recimo v teh slikah. Je izredno ekspresiven slikar, je izredno
čuten slikar, mislec v bistvu, ki razmišlja o svetu, ki ga čuti v neki dramatični obliki, kot da se v bistvu napoveduje dejansko konec sveta, oziroma da smo v nekem apokaliptičnem času, smo ga že pričeli živeti dobesedno, ne? In v tem slikarskem opusu uporablja različne vrste pristopov k obravnavanju posamezne teme. Iz likovne stališča v bistvu uporablja izrazito ekspresivni način slikanja, tudi lopatico, velike nanose, goste nanose, v bistvu barve, izrazito uporabljajo torej kontrastov, v bistvu, ki so povezani z recimo srebrnim ali zlatim principom. Figure, ki jih vnaša noter, so postale izjemno ekspresivne, usodne, se pravi, razvijajo v bistvu neko določeno zgodbo za svojimi premiki, gibi, oddaljevanja, recimo v prostorske distance, se pravi v drugi, tretji, četrti plan. Istočasno se v bistvu pojavljajo noter določene odtenki srebra in zlata, kot sem rekel, srebrni odtenki so tisti, ki v bistvu nakazujejo nekakšno dialektično gib, torej statičnost v tem svetu, se pravi neko horizontalno dobesedno, v kateri mi tudi živimo sicer na tem planetu. Dočim je zlata barva v bistvu tista, ki ustvarja duhovni potencial in seveda jasno se izogiba materialnemu svetu in je izrazito vertikalno usmerjena. Se pravi, mi smo sami kot takšni telesa, v bistvu, ki so materialna in v bistvu smo pa duhovi, se pravi, ta zlati odtenek je tisti, ki nas vleče v neko nedorečeno daljavo in seveda jasno tudi duhovno sfero, ki jo vsak med nami živi. Gre v bistvu tudi za to, da je v vsaki sliki praktično vidite človeka. Človek v bistvu je nekako povezan z neko svetlo barvo, v bistvu nima več inkarnata v bistvu normalne kože, ampak se pojavlja v bistvu kot neka svetla entiteta, pravzaprav kot neka izrojena oblika že nekega življenjskega cikla, se pravi, kot da gre za neke meditativne figure, v bistvu, ki simbolizirajo določeno propadlost človeštva oziroma usodnost samega človeka. Pri tem se pa v bistvu v figurah pojavlja še ena taka lastnost, ki je izredno zanimiva, da jo pravzaprav Milan Razboršek slika slike kot, oziroma figure kot kiparsko osnovo. Se pravi, veliko teh figurah boste srečali to kiparsko osnovo, ki deluje kot bronast kip ali pa kot neka entiteta, ki je pravzaprav ukrnjena, da nima tega življenjskega naboja v sebi, ampak je pravzaprav samo neka manifestacija telesnosti, ki je povezana seveda jasno s to izrazito trodimenzionalno plastično kiparsko formo. In seveda prostori, ki jih uporablja, so v bistvu relativno temni, niso v bistvu kozmični, pač pa so v bistvu kot nekakšne neki rovi, v bistvu nekaj, kar je povezano z neko usodno temnostjo, ki je povezana tudi seveda z neko modrino, z nekim oddaljevanjem, z nekimi prostori, ki so oddaljeni. Se pravi, včasih mene asociira recimo njegove slike na Tisnikarja, se pravi na te temnejše ambiente, seveda na to morbidnost, v bistvu, ki je noter vključena recimo pri Tisnikarju kot poslednja zarja, recimo, poslednje rekel, odziv, recimo neke smrti, ki se približuje oziroma ki smo jih obsojili. No, v tem smislu je ta cikl izrazito, torej prvič so to velika splatna, jaz sem poznal, včasih je Razboršek slikal zelo manjša platna, intimna platna in podobno, sedaj je pa dobesedno eksplodiral, ne samo v smislu pač teh drugačnih načinov razmišljanja, ampak tudi samo v velikosti slikarska platna, v načinu pristopa, v izrazito ne samo eruptivnih barve, ampak izjemno težkih, debelih nanosih barve, recimo v tej eruptivnosti uporablja, kot sem rekel, slikarsko lopatico tudi in seveda ustvarja neko čisto dramatično sceno, ki je vezana na te
neko rudarsko ozadje. Pa istočasno so noter, kot vidite, prisotne maske, so neko zlato jagnje, recimo, ki obvladuje neko zver oziroma iz apokaliptične zgodbe. Potem so seveda jasno tudi prisotni neki renesančni ali pa civilizacijski modeli, recimo mrežnih oblik, se pravi, ali so dotlaki, ali so mreže, ali so v bistvu reliefne mreže, ki so postavljene. Se pravi, civilizacija je v bistvu preko teh urejenih ravnih črt, recimo pravih kotov, perspektivičnih gibanj, vezana v bistvu na nekaj določene izročila, ki so vezane tudi na naše slikarstvo, ki jo poznamo v renesansi in ga poznamo tudi sicer v vsej klasiki, ki jo od 12. stoletja pa naprej do danes praktično. Občutek je vzvišen, dramatičen, slikar je dosegel tisti cilj, da je v bistvu prizorel neko določeno razmišljanje, ki je relativno tragično, ki je v bistvu opozarja v bistvu na svet, ki je padel, opozarja na teme, ki se dotikajo vsakega izmed nas in seveda na ta način vzpostavlja nek dialog recimo z svetom in seveda z sabo in seveda tudi z bibličnimi izročili ali zgodbami. Se pravi, ta realnost in biblične zgodbe se v bistvu povezujejo preko njega in istočasno seveda iz sebe črpa neko notranjo energijo, ki še sam ne vem najbolj od kje prihaja, ampak ta intuicija, v bistvu, s katero on uslikuje ta dela, je tista, ki je hvalevredna, ki je zelo močna, ki je pravzaprav vpliva v bistvu na to, na ta rezultat vsake slike posebej in celotne razstave, ki smo jih priča. Potem bi pa mogoče zdaj še Milana vprašal, kako pravzaprav vzpostavljaš, kako pristopiš k slikanju, kakšne so tehnike, ki jih uporabljaš, pristopi, kako se počutiš pri tem slikanju oziroma na kakšen način določaš format, določaš velikost, določaš neko določeno vsebino kot takšno. Ja, bom poskušal razložiti, čeprav je že tako lepo povedano, da je v bistvu, kar se tiče samega prezentacije razstave, je bilo pravzaprav nekaj dodati. Zdaj, kako se pripravim slikanje? Včasih se zgodi, da sliko dobesedno vidim pred očmi, z notranjimi očmi pravzaprav imam pred sabo. Najtežja situacija je takrat, ko ne moram to zabeležiti. Jaz pa ne moram posneti, ne moram to s fotografskim aparatom nekam shraniti, ampak če nisem, takrat ni dana možnost, da vsaj skiciram, vsaj kaj narišem, se zgodi, da gre kdaj v malo vse skupne, to se pa drugače pa v bistvu je tako, zdaj tale ciklus, oziroma te slike, zdaj format. Res je to, da človek rata potem, ki enkrat začne z večjimi formati, kar malo, scrklan. Se pravi, po eni strani je večja površina težje obvladljiva, ker moraš le videti od spodnjega kota, oziroma od spodnje stranice do zgornje, nadzorovati cel poligon. To se moraš cel prostor, ki ga moraš razpolagajo, tako da je to majčkeno težje. Ampak se pa spoveš, tam si svoboden, tam nimaš omejitve. Jaz lepo si povedal, da v bistvu ni klaustrofobičen na, vsaj z mojega aspekta, situacija na slikah, še so tudi na slike, odpuščam odprto možnost, tako da ta svoboden pristop je. Zdaj, jaz moram reči, da s temi slikami, ki se nekako zdaj že nadaljujejo, moram reči, da te slike so začele nastajati leta 2018 in ciklus nekako, mislim, da ne bo pravzaprav, razen teda me ne bo kaj drugega pač presenetil. Mene so enkrat vprašali, koliko časa bom še take slike grdo v narekovajih ali pa težke delo. To je nemogoče odgovoriti z mojega aspekta, ker jaz delam po intuiciji, tako si zelo pravilno in si me najdel čisto pravilno diagnostiko, se pravi po intuiciji. In dokler bom jaz včasih sam sebe presenetim, ko naredim, recimo. Sam sebe, jaz pravzaprav racionalno zgleda, da živim svoje življenje z nekimi odprtimi očmi in vse, kar se useda v mene,
v nekem trenutku se kot neka atomska bomba rata kritična masa, zahteva pol, da se nekam to pač zabeleži. In to tako smo nas jaz sem rekel, da so to v bistvu, recimo, če se informacije iz okolja usedajo od vsakega človeka, to vsak lahko ima, ampak bolj en men, slikarja, recimo umetniki nasploh imamo mogoče to težavo, da ga preveč stvari se v nas useda, in za mene so te slike v bistvu čisto enostavno kakor na vrste filter. To se pravi, kar je šlo skozi, pa se je pač na eni strani ustavil na tem nosilcu, je v bistvu filter, ki je poln in ta filter se moram dati na steno. In dati nov filter na ter in potem spet čakam. In se spet nabere in da spet nov filter. Enostavno je to, v bistvu moj slikarstvo dobesedno je epsko, je pripovedujoče slikarstvo. Gre za to, da se pri meni se na enem platnu odvija vsak platni svoja zgodba, to je definitivno. Se pravi, tam vzul sem namenoma postavil nekaj portretov, pa tere sta celo 2 avtoportreta, se pravi 5 figur, simbolični je to poslanje. To je zato, da pripovedujem. Jaz poskušam pripovedovati. Ne žal, da mi ne ostalo pravzaprav niti da verbalno govorim ali nagovarjam, ampak ostavim v bistvu sam še to, da preko slik poskušam nagovarjati ljudi. Pa povedati to, kar čutim, recimo, oziroma pa življenje, oziroma odnos do življenja, ki ga čutim na ta način, recimo. To je edino, kar mi še ostane. In pol vidite tukaj, recimo, tole drummer boy, recimo, razbobna, vpije, bi rad povedal, če ga sliši, ga ne sliši. Tam vzad imamo nekaj Requiem, Zorla, recimo, cele recitale, tudi zelo, kjer se malo živijo tako sceno, to orgle, da zadolijo nekaj baha orgle z vsemi mehovi, ga čutiš to, da je vibracije vse. In to so vsi neki klici, tudi figure imajo veliko tudi prte uste, kot da kričijo, recimo, kot da vpijejo. Odvisno zdaj, kjer jo sliš, ali pa kjer to sliš. Zdaj tehnika slikanja, jaz moram reči, zelo veliko rišem. Zelo veliko imamo svoje slikarske, pa likovne guruje, lahko rečem, eden je tukaj, to je Darko Slavec, tukaj je na izlakah, knjigošel, to je Nikolaj Ver, in vsi dejansko so me nekako ukužili, ampak verjetno sem tudi človek, ki je sam takšen, ker vse verjetno je bilo to vsem povedan, ampak ta risanje je nekako v mene se preko risanja, pa zapravo to, ne zato, da je prav, da je to osebna izkaznica slikarja, risba, pa ta enostavno. Jaz dejansko to čutim. To sva prva informacija, ki pride tista, res je, da veliko stvari uničim, oziroma tukaj rišem, da sem se zdaj nazadnje doma naredil kar tablo, šolsko tablo, sem preveč papirja ponudil, in sem pa kar tablo skredil, da brišem pol. Skredno narišem, in jaz tuk časa rišem, da potem začnem slikati, v bistvu imam že vse v glavu. Jaz imam v bistvu podatke, jaz se potem obvadam z anatomijo, z detalje, ampak jaz imam v bistvu to že v neki podzavesti zgrajeni, potem to so sam stvar eksekucije, recimo, same slike, recimo. Slike nastajajo dolgo, na prvo roko ali pa recimo, vsaka slika je vsaj 10krat slika rečem večkrat, to so napadno, ampak raj večkrat. To so nanosi, kot si rekel, gre za to, da so neka masa, neka preko telesnost se špohlam pač nanaša, ampak ostale vzadi tiste finese v tem, to je pa brisanje, to je ena temeljna tehnika je olje platno, to je še zmoram presegam na akrila, nimam rad, je preveč umetni in nekako ne sluši za take vrste slikanja. In potem se je to brisanje, s terpentina, vzorjen zbriše, pa spet nanaša, pa spet, to so razuri, ki so tenke in posebej čaka, to moraš imeti čakanje. To ni tako, recimo, akrilna barva ti lahko narediš zelo hiter, dokonča sliko. Tle moraš pa potrpljenje imeti, to moraš čakati. Če projektiš, se ti bela barva ne posuši in si potegne raka mlečna barva in barva crpna ostala, recimo. Ko moraš imeti točen preštiriran, recimo, najboljši, če imaš čas, da delaš, jaz delam, kada imam to prioriteto, imam recimo 5 slik naenkrat delam. Eno danes, eno jutra, eno pač pojutrošnje, pa nazaj uro dela si od 4 dnevi delu in to imaš pol timing, ki lepo gre. Rekel bi še to, da v bistvu zelo sem vesel, po eni strani sicer imam res iskreno povedan prema časa, da bi več delal, ampak ga pa maksimalno izkoristim za slikanje, ker to je dejansko edina stvar v življenju, kar bi še počel in dokler pač mi bo dan bom delal. Gre pa za to, da
Njimi pa hvala bo zdaj treba delati nekaj, oziroma nekaj, kar bi mogel delati. Ne. Jaz mislim, da bo to tudi ena vrsta prioriteta. Ne. To se pravi, da ne odgovarjam pravzaprav nikomu razen sam sebi. V bistvu, jaz sem zelo samokritičen, ne smo to reči, da od sebe zahtevam zelo veliko, 100% sicer ni, ampak jaz imam ta ta nivo zelo visoko postavljen, ne, in nisem z nobeno pravzaprav sliko zadovoljen dokončiti, tako da imam po težavi, da sliko končati. Jaz bi še kar delal, ampak se pa sam sebe prepričam, da zdaj pa dosti, ne, ker ne gre več, mislim, lahko uničiš sliko, če matraš, recimo, ne. Tako da gre za eno tako vrsto, dobesedno so te slike osebno izpovedna dela. Te slike se lahko nadaljujejo, prej sem začel, ne, koliko časa bom še to sliko. Jaz sem rekel, da ne vem, pravzaprav bom videl. Ne. Jaz sem zelo presenečen, če se bom enega lepega dne zbudil, pa bom začel slikati, pa bo čist nekaj drugega bo prišlo. Se pravi, en sončni zahod s palmami, ali ne vem kaj, ne vem, mogoče, jaz nemam pojma, ampak to bo prišlo, če bo prišlo, ali pa nikoli, ne, nimam pojma. Ampak bom pa presenečen, če bo očitno jaz, zdaj sem uglašen na to lestvico in ta način je veliko, boste videli sami, ne, tako sem rekel, vsaka slika je svoja zgodba, zelo veliko je, zakaj upravljam veliko biblijske tematike, to je neka, nisem pretiran fanatičen, verim, da bi rekel, da sem norca v tem področju, ne, čeprav sprejemam svojo filozofijo v temu, ampak na srečo je to, da je to, zimo, Biblija je ena krasna knjiga, če bi jo malo več bral lahko, oziroma če bi jo upošteval, je bilo v bistvu vse že enkrat zapisano. Ljudje so že enkrat vse skupaj doživeli, ampak mi se nekolično naučimo. Ne. To je čisto enostavno, najlažje skozi to povedati tisto, kar dejansko misliš, pa kar ljudje nočejo videti. Mislim, da nočejo videti. Vidijo največ, ampak vse raje moknejo in grejo po liniji najvežjega odpora v slogu časa, v katerem živimo. Tako da imamo zlato tele, vemo, to je tudi biblijska tam imamo Judgment Day, recimo tista slika, se pravi poslednja sodba, recimo, pa imamo tam Requiem, pa imamo tam recimo, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen, recimo, ne. Seveda po moji, to ni nabožna slika, ne, ampak mislim, to je moraliziranje, če hočete, recimo, kakorkoli že, opozarjanje na Putifar ima žena, recimo, Jožefin Putifar tukaj, recimo, čisto, tudi to je, zakaj sem gola telesa poravljal, zaradi tega, ker v bistvu mi sama folklora ali pa, rekel, moda ali pa kakor paše na njega ni potrebno, v bistvu, ne, tudi tam boste videli v sosednji sobi veliko nekih cirkusov, nekih estrad, nekih odov, nekih igralcev, recimo, ne. Dejansko jaz gledam na življenje kot neka vrste estrado, kot neka vrste odar, na katerem se to odvija, tam so tudi neki trubentači, tam so tudi neki, in tako nekako potem to seveda gradim, ne. Zdaj, je pa res nekaj še to, ne, zadnja slika iz tega ciklusa, nekaj čisto novih slik, pravzaprav nekaj je bilo že predstavljenih, vse so pa nastale v roku od leta 2018 do leta 2021, ne. Zdaj je, koliko si že omenil, pa res je to, ne, da se je zgodilo tako, da sem prvih 20 slik razstavljal iz te serije, je pisala v teh slikah Mirena Zlatar, ne, in ona, ki je slike videla, to moram povedati zaradi tega, zakaj je to apokaliptičen naslov, ne, je rekla, kako se pa to dela, ne, prav frapirala, kad butli je nazaj, kako se pa to dela, si je tole, ne, je prav, že imaš naslov za te slike, si ne. Prav, to je apokalipsa, drugega ne more biti, to drugega ne more biti, to je čista apokalipsa. Še govorim o apokalipsa, ne. Vidite pa o tem, da sem sam sebe prehtil, ne. Jaz sem pa že začel delati skice in serijo prave apokalipse, se pravi zadnjega dela Biblije, se pravi knjiga Razodetja, ne po Janezu, spet ne bo to čista neka podobarska varianta, niti malne, ne. Bo zelo z sodobnimi prijemi narejena zgodba v 26 slikah, 26 slik, načrt je narejen. To bo pa, zdaj ne bo sveda apokalipsa, ampak pa mogli videti nekaj drugega, mogoče po Janezu ali pa, ne vem, mogoče bomo videli. Ampak to se pa drži prav ikonografije teksta, težk tekst, recimo, tako da je tudi kar zahtevna naloga, ker v bistvu gre za Janezovo videnje, jaz pa v bistvu slikam moje videnje njegovega videnja, ne. To je še kar malo komplicirana zadeva lahko. Tako da na ta način se igramo s temi vsebinami, pa se izgledamo. Me pa to, v bistvu res je to, želim pač nekako
ne pod prisilo, ampak ko čutim potrebo, stvari jaz tam na papir in potem to. Mogoče pregledaj tudi fajn kakšne risbe moje razstavke, to je več o meni v arhivu, ali pa nisi sam nimam evidence, jaz to krmečem, tam potem, kjer sicer podpišem, pa napišem, ker malo sem površen, ko se tega. Tam je zelo, tam je še bolj tiste, rekel, je pa res to, da stilsko je to mogoče neopredeljivo, čeprav je ekspresionizm tipičen, je pa to povezano z mojim velikim spoštovanjem, oziroma jaz sem tudi na šolek smo bili, so bili moje zvodnike, recimo nemški ekspresionisti, to severno slikarstvo je bil meni zelo tudi rekel Hieronym Bosch, recimo, če recimo Greenwald, recimo Matijas iz slovenskih delov. Ta scena mi je zelo blizu. Milan, če te nekaj vprašam samo še, ti uporabljaš kolaž tudi, kolažiraš, potem imaš samostojne entitete, recimo barva, ki je izjemno masivna, potem imaš v bistvu te mrežne osnove, to so v bistvu neki tlaki, to so pravokotniki, mreža teh pravokotnikov, veliko krat se to pojavlja. Ne samo kot talne ploščice, prosto čisto kot abstraktni nizi, recimo, ki so ploskovno vezani na samo slikovno polje. Potem uporabljaš to tako ruralno rdečo barvo, v bistvu, kot neko rekel, zelo temno bordo barvo, recimo kombinirano z modro barvo, recimo, modro-zeleno barvo je podobno. Potem imaš take nimbelo, recimo, noter v sistemu, še slikovno, če malček razložiš v to smer, ki so beli, pa so noter figure, pa je več teh nimbov, oziroma teh entitet, teh ovalnih, okrožnih oblik, recimo, Potem imaš noter glasbo in pa letrizme. Se pravi, ti pišeš v bistvu v sliko tudi, ne vedno, ampak velikokrat se to vidi, in tudi to znaš prebrati, recimo, pač je noter neka vsebina. Potem imaš pa izjemno veliko kontrastov, recimo, tam nasprotno, že figure so bledične, v bistvu praktično kot nekakšni zombi, dobesedno, in potem pa še, recimo, na temnem ozadju, se to še bolj vidi, Niti niso zelene, recimo, čeprav imajo nekaj tega nadiha tudi, in pa predvsem je noter ta občutek tega grozljivega kraja, v bistvu, Kako ti to likovno pač uvrednotiš, oziroma kako likovno gradiš sistem, brez, ni treba vsebini, samo likovno mi pove, v tem smislu. Likovno v bistvu po eni strani mi to pomeni, zdaj moram vseeno glede vsebine samo to, da v bistvu s tem dosežem nekako dimenzijo, presegam dimenzijo časa, recimo, Zaprav, na Mastik je več časovnih dimenzij, recimo, pravzaprav. In s temi lazurnimi, belimi, gospod je že slika, gospod je jaz prvo, recimo, kar naredim jaz na prazno platno. Gospod, če bi dal to na rengenski presnel, bi videli, da je to super lima. Jaz enostavno že gospod kolažiram večinoma z časopisom. Ne delam navlečem iz nekega interneta, pa potem to, razen tam, ki ni treba, recimo na tej seriji zdajšnji novi se malo pojavlja, zaradi čiste tehnične variante. Drugače pa to, kar kolažiram, v bistvu, to je vse, tako da je tako v bistvu sam en navaden kolaž. Potem ga na eno barvo, potem pa to, kar čez z belo je v bistvu mešana grunt barva, to se pravi bolonska kreda z lepilom, tako da je zaščitena, da ne odpada, in potem ima to zopet nov nosil. To se pravi, jaz imam v bistvu platno v platno. In v bistvu nalagam in zgodbe, se pravi, ena časovna dimenzija, mogoče ta temna, to je neka ezoterična ali pa neka metafizična vsebina je v teh belih, nekaj se odvija, ki je nad metafizika, recimo, pravzaprav gre nad fizikalnimi zakoni, To, kar je pa strukturno močnejš, pa pastozen, to pa je mogoče bliže nam. To gre za neko koketiranje med realnostjo, pa med realizmom pa nadrealizmom, recimo, ali pa med svetom in med duhovnostjo, recimo, konec, posega na drugo stran, recimo. To je neke vrste, mogoče, te zadeve so neke vrste lovilec nekih idej iz drugega dela
dogajanje, recimo, ne, da se tako in tako tam pojavlja. Na drugi strani pa to dejansko korist kot še, se pravi, bi bila že to ena zgodba tam enega kpada, ali pa tam ne grejo proti neki točki, ne, ampak je to sestavljeno iz večjih teh elementov in no, kar se tiče tega mreženja sistema, to se pa tudi jaz sam sprašujem. Preprost zdaj, ne vem, mogoče bi to mogel bolj psihološki sam sebe analizirati, neko psihoanalizo narediti. Recimo, rabim to, dobesedno, ne vem zakaj. Tako si je rekel, ni nujno, da je to ravno ploščice po tleh, karkoli, jaz to, kako se to dela, ne? To so vse, mislim, dela tako, da jaz z orfan možem narežem tanke te trake, to se pa papirja, selotejpa pa zapravo, ne? In potem vse to prelimam, tam, kjer je bilo. Če ni bilo, naredim podlago tako, ko sem naredim za te ezoterične prostore, recimo, ne? Potem to premažem, recimo, naredim eno frajko in tiste stran potrgam, recimo, ne? In tam ostane pet. In potem še enkrat premazam, da bi še tam tu, samo, zato rečem, tu stokrat prelimam vse skupaj, ne? Ampak tam rabim neko strukturo, neko vezavo, neko, ne vem, drugače mi deluje megleno ali pa niso dobro temelji narediti, če ni tega. In se mi pojavilo, ne vem, v takih oblikah, recimo, ali pa tam na kolažiranju, recimo, ne vem, ali je to mogoče povezano tudi s kakšnim, ne vem, zapori, dejansko v notranjem smislu, recimo, ne. Veliko na to funkcionira, ne? Ker je to genetično organsko sebi, ne? Se pravi, isto velja za dialektiko temno-svetlo, ne? Absolutno. Spred zadaj, se pravi plani in podobno, ne? Tako, ja. Tam imaš belo-črno, recimo spet čist... Drugače pa dejansko, moje slike so šolski primer tega, dualizma, pravzaprav, ne? Na vseh področjih. In vsebinskem dobro, zelo, svetlo, temno, nedolžno, razuzdano, potem, kar se rekel nosničiče sploh, topo, ostro, na noč narejeno, ublaženo, recimo. Chiaroscuro je pa recimo, rezultat nekak zelo dobrega odnosa do baroka, predvsem do Rembrandta, recimo, ne. To je tisto, kar je, recimo, iz tega obdobja chiaroscuro, to je, meni tukaj zelo dobesedno uporabljam ta sistem, recimo. Tega dualizma pa teh nasproti in zato jaz sem tudi že parkrat napisal, ki sem mogel pač kaj napisati, v bistvu zdaj, če je slika lahko zelo dobra, stoji po vseh likovnih parametrih, recimo, ne, na drugi strani lahko zelo dolgočasna, recimo, ne, to se pravi, ali pa nema, pravzaprav, recimo, ne. In zdaj, če je to res nasprotje, ali na sliki naredijo stvar razgibano, jo naredijo situacijo zelo, rekel, dinamično, ne, je potem to, recimo, da imam rekel, da so moje slike zelo dinamične, najbolj pa da so, no. Gre za to, da res veliko nasproti na manjši površini spravljenih v takšno sobivanje, da ena drugega ne motijo. Mislim, da je to ena taka dobitna kombinacija, da to funkcionira. No, super. Jaz bi tako rekel, jaz sem prisadiran nad nivojem, ki ga je Milan Razboršek prikazal. Še ta nivo se bo po moje izboljševal, v bistvu še bolj kompliciral, še kakšne večje slike boš lahko upam naredil. In na ta način te dramatizacije, v bistvu, ki jo vidite v slikah, je še veliko najbrž idej, ki bojo nekako plemenitile v bistvu ta likovna dela, ki jih on prezentira. Tako da tisto, kar je pri njem značilno, ima izjemno veliko idej. Se pravi, te ideje, kot je rekel, že izvirajo iz njega, dobesedno, niti ne ve na kakšen način, ampak istočasno pa likovno organizira stvari na izredno drugačen način. Vsaka slika je čisti unikat ali pa čista integriteta, v bistvu neka posebna stvar, tako da je v tem smislu gradi od skice dobesedno do izredno kompleksnih rešitev, ki jih uprizarja in s tem seveda tudi nekako je najdel svojo pot. Biti velik pomeni najti pot in to pot je Milan najdel. In seveda od sedaj naprej praktično usedlal konja, dobesedno in gre.
koliko bo šlo v neskončno direktno. Se pravi, izjemno pomemben opus si naredil in istočasno ti ob tej veliki razstavi, pa najbrž bo še kakšna še celo večja, ki jo pripravljaš, iskreno čestitam in vam se pa zahvaljujem, da ste prišli na obisk in pa posvetili, pa počastili njega za svojo prisotnost. Hvala lepa vam vsem. Reči to, da se tu zahvalim. Jaz sem presenečen, da je tukaj znanih obrazov in tukaj med auditorijem. V prvi vrsti pa bi se zahvalil Manci, da me je sprovociral, da sem prišel v Ljubljano s temi slikami. Profesor Darko Slavcev, ker je res tudi napisal zelo dober, glede na to, da imamo pravzaprav nič časa, zelo na hiter. In sem res zelo hvaležen, da mi je preskočil na pomoč in v bistvu dejansko na tak način, ki je tole zdaj, ki so naredila, jaz mislim, da sem spet nekaj položil podzavestni in bom spet uporabljal. Imam spet nekaj, kar vidite zdaj naprej, recimo. Vam res vsem ste prišli te slike gledati, hvala. Malo si še ogledati, če pa čavate kakšne informacije, vprašajte, pa tudi z moje strani to vse.